Obstajajo videoposnetki iz Parade ponosa. Včeraj v West Hollywoodu, kjer se Manor in Cassia poljubljata. Mislim, edina strešna gejevska zabava v Gazi bo tista, kjer te vržejo dol. Noro je pomisliti, da biti woke pomeni, da si del ljudi, ki dejansko verjamejo v diktature. Ampak točno to pomeni. Učinek podkve res deluje. In ko misliš, da si napreden, nisi. Zelo sem vesela, da je danes že drugič v oddaji moja prijateljica Tanja Cikanovski, ki je po vsem svetu znana kot izrazito judovska. Dobrodošla nazaj, Tanja. Tukaj si kot del delegacije zunanjega ministrstva za Parado ponosa. Da, zelo sem počaščena, da sem v skupini ljudi z vsega sveta. In seveda, nekaj znanih osebnosti, ki jih vsi poznate. Imamo tudi Juvala Davisa, imamo Brianno Wu, imamo Eve Barlow. Vsi prihajamo sem in skupaj z ljudmi iz dobesedno vse, Gvatemale, Venezuele. Mislim, ljudje so pripeljani sem, da vidijo, da Izrael ni mojster pinkwashinga, kot ljudje radi pravijo zdaj, ampak je dejansko epicenter svobode. To je dejansko kraj, kjer si lahko svoboden biti to, kar si, kot gejevska oseba. In biti tukaj na Paradi ponosa je čudovito. In biti tukaj en teden, kjer dejansko lahko vidimo, kako svobodno je tukaj. Veš, lahko se sprehajam po Jeruzalemu, ravno so imeli Parado ponosa v Jeruzalemu, veš. Torej, ja, bila sem na Paradi ponosa v Jeruzalemu in je čudovito. In veš, vedno pravim, da je Parada ponosa v Jeruzalemu bolj politični shod, medtem ko je Parada ponosa v Tel Avivu samo zabava. Veš. In tako je bila lani odpovedana v zadnjem trenutku zaradi vojne z Iranom. In resnično upam, da letos ne bo spet odpovedana zaradi vojne z Iranom. Ja, točno tako. Res se zdi noro, da gremo spet skozi to. Zdi se mi, da bi se morali že takrat nekaj naučiti. In iranska revolucionarna garda preprosto mora izginiti. To vedno govoriš, ampak s teroristi se ne da pogajati. In to se vedno znova pokaže. In to je očitno veliko več kot le Parada ponosa, ampak res sem sita tega, da so Parade ponosa in dogodki, ki slavijo življenje, odpovedani. Ker te teroristične organizacije še naprej kršijo premirja. In točno to bodo tudi naredili. Ja, in ne moreš živeti z njimi. Ker je to skoraj tako, kot bi v 40-ih rekli, dajmo pustiti Hitlerja, da še naprej deluje v Nemčiji. In nam ni treba odstraniti nacistov. Ne moreš, s temi ljudmi se ne moreš pogajati. In veste, ti ljudje si prav posebej želijo ubiti vse nas. Še posebej močno LGBTQ skupnost, ki je prišla na to misijo ponosa. Tako da, ja, to je realnost, v kateri živimo. Ampak Tanja, res me zanima, kot nekdanjega lokalnega politika me zelo zanima, da ste se zdaj odločili kandidirati. Zdaj prehajate iz izjemno učinkovite aktivistke v kandidatko za politično funkcijo v Los Angelesu. Prosim, povejte nam, zakaj gre pri vaši kandidaturi in s kakšnimi izzivi se trenutno soočate. Da, seveda. No, najprej moja odločitev, da vstopim v politiko, še posebej na lokalni ravni, izhaja iz tega, ker ljudje ne vedo, da večina stvari, ki najbolj vplivajo na vaše vsakdanje življenje, izhaja iz lokalne politike in vsega, kar vidite na nacionalni ravni. Vedno to pravim, vedno rečem isto, Tanja, iste besede povem. Ja, začne se prav tukaj na vašem dvorišču in te politiki potem napredujejo naprej. Mislim, imam ambicije, ki segajo onkraj mesta in si predstavljaj, da bom vse, v kar verjamem in vse, kar sem se naučila, prenesla tudi v te vloge. Prav. Tako, in verjamem, da je treba začeti lokalno in da moraš razumeti, kako pomagati svoji skupnosti v njeni raznolikosti. Ja, in v vseh njenih številnih mnenjih in še vedno najti način, da zagotoviš varnost, ter najti način, da zagotoviš pravičnost in enakost. In ne vem, ne antisemitski, ne anticionistični, ne proti zahodnim vrednotam. Mislim, ja, glej, mestni svet se seveda ukvarja s parkiranjem, s cestnimi luknjami in skrbi za infrastrukturo mesta. Ampak meni je mar tudi za srce mesta in za mnenja, ki se širijo. In tudi mi je mar, da se naši davkoplačevalski denarji porabljajo na način, ki ni namenjen temu, da bi... Kako se že reče tej besedi? Ne morem se spomniti. V bistvu ne služi ljudem, ne? Ne služi ljudem, ampak ljudje so v bistvu zavedeni, da mislijo, veste razlog, zakaj prav jaz kandidiram, je ta, da se vaš davkoplačevalski denar porablja za stvari, kot so serije o človekovih pravicah, ki jih organizira mesto,
kjer pripeljajo različne govorce, da govorijo o človekovih pravicah. In dajejo platformo in plačujejo ljudem, ki so proti cionizmu. Imeli smo proti cionistično lezbično osebo, ki so jo pripeljali, da govori o človekovih pravicah v našem mestu. Prosim, povejte mi, zakaj morajo moji davki iti za kaj takega? Nisem naivna ali nevedna, da bi verjela, da bom, če pridem v mestni svet, lahko to ustavila. Ne bom mogla tega ustaviti. Ampak kar bom zagotovo naredila, je to, da se bom borila, da bo tudi cionistični glas prisoten v tej seriji in bo tudi zastopan. In zato sem se odločila kandidirati, ker so moji ljudje izrinjeni iz prostorov, ki smo jih prav mi naredili svobodne. Razlog, da imamo enakopravnost zakonske zveze, je ta, da je judovski lezbični par to zadevo pripeljal na Vrhovno sodišče. Wow. Ljudje so bili v ospredju vsakega gibanja za družbeno pravičnost. West Hollywood pa je 48% gejevski oziroma del LGBT skupnosti. Ko rečem gejevski, to mislim, beseda queer mi ni všeč. Ampak če je 48% prebivalcev gejev, je to res pravo gejevsko mesto. In veliko tega so ustvarili Judje, seveda. In zdaj imamo parade, ki pravijo, da Judje niso dobrodošli, da sionisti niso dobrodošli, in obstajajo videoposnetki iz parade ponosa včeraj v zahodnem Hollywoodu, kjer se Manor in Cassia poljubljata. Mislim, edina strešna gejevska zabava v Gazi bo tista, kjer te vržejo dol. Prav. O moj bog. Ne razumem, kaj počnejo ali o čem razmišljajo. In ali je to samo tako zaigrano. In to je noro, zato se želim tega znebiti. Torej, najprej mislim, da je to fantastično. Veš, tudi sama sem bivša lokalna političarka. In mislim, da imaš prav. Tudi služenje skupnosti vsak dan in pomoč ljudem pri njihovih vsakodnevnih težavah je res odlična osnova za politično kariero. Res te pripelje do tega, da preprosto pomagaš ljudem, se naučiš poslušati in se naučiš, kako stvari izpeljati. Ampak moje vprašanje je tole. Rekli ste, da je zahodni Hollywood, kjer kandidirate, 40% gejevski. Ali je tam več klasičnih gejev, bi rekla? Seveda. Kot na primer mojih let ali pa tisti, ki razumejo hinavščino in norost, veš, gibanja queerov za Palestino. In kako, veš, samomor. Empatija je prevzela gejevske prostore tam zgoraj, kot je Log Cabin, imenujejo jih Log Cabin Republicans, ki prihajajo iz klasične LGBT skupnosti. Tako je, in ti si jih poimenovala, torej republikanci Log Cabin, za katere sem dejansko hvaležna, podprli so me pri moji kandidaturi, so neverjetni. Ampak, glede na tvojo točko, so razsodni, proameriški, s kmečko pametjo, ki jim je mar za varnost, nočejo brezdomcev, ki ejakulirajo v bližini osnovnih šol, nočejo uživanja drog in si želijo le normalnega življenja, republikanci. Zato so oni republikanci za red in zakon. Zato sem jaz republikanka. Še vedno sem feministka, še vedno sem za pravico do izbire. Veliko vrednot, ki jih imam, je na levi strani, vendar se tudi zavedam, da levica nima več zdrave pameti. Ne. In poleg tega mi je zelo lahko videti, da ima republikanska stranka antisemite. Ima jih veliko. Ampak demokratska stranka je antisemitska. In to sem večkrat povedala. To je res tista razlika. Demokratska stranka ima ljudi, ki dejansko vplivajo na spremembe v kongresu. Oni so tisti, ki poskušajo blokirati financiranje za železno kupolo. Če bi tem ljudem uspelo v kongresu, bi bila zdaj v veliko slabšem položaju. Ne bi imeli tega intervjuja, medtem ko se dogajajo vsi ti čudeži. Da, absolutno. Absolutno. To je noro. Republikanci, ki so antisemiti, so Tucker Carlson. Kričijo v podcastih. Ne vplivajo na našo politiko. In tisti, ki dejansko vplivajo na politiko, so na naši strani. Ja, ampak kar bom rekla v republikanski stranki je, da se vsaj borijo proti temu. Ja. Vsaj se o tem pogovarjajo in pravijo, to ni naša stranka. Demokrati so se temu popolnoma podredili. Ker je to njihova stranka. Ne borijo se proti temu, ker so točno to oni. Zanimivo. Ko daješ prostor ljudem, ki imajo nacistične tetovaže, in oni pravijo, nisem vedel, da je to nacistična tetovaža. Ja. In ko navijaš za Mahmuda Halila in postavljaš Mamdanja na položaj, in zdaj vse, kar se dogaja z župansko tekmo v Los Angelesu, mislim, ravno sva govorili o tem. Ampak tukaj sem res presenečena, ker sem v Los Angelesu, kaj ne? Torej, West Hollywood je v okrožju Los Angeles. Če pogledaš zemljevid West Hollywooda, so različni deli v njem tehnično gledano Los Angeles.
Ima isto poštno številko, torej sem del Los Angelesa, ampak sem v svojem mestu. Torej, ne morem glasovati za župana, ker kandidiram za mestni svet in bi lahko sama postala županja. To je torej drugačna tekma. Ja, bomo videli, ampak gledam Spencerja, ki, poglej, vsi lahko živimo v svojih lastnih odmevnih sobah, kaj ne? Če pogledam svoj Instagram, je poln enako mislečih ljudi, ker sem se znebila norih ljudi. Ampak v Los Angelesu je dovolj ljudi, dovolj mamic, dovolj otrok, dovolj ljudi, ki jih je strah, ko so zunaj in si želijo spremembe. In kar je noro, je to, da sta Bas in Azija že v vladi. Služita javnosti in pri tem spodletijo. In kar je zdaj noro glede anket, je to, da je bil, ko so bile volitve, Spencer na drugem mestu. In to z veliko razliko. Z veliko razliko? Z veliko razliko. Bila je kar velika razlika med njim in Nitijo. Celo malo sem si zaupala, da gremo naprej. In zdaj so kar naenkrat vsi ti glasovi za čolne prispeli. In kar je noro, je to, da ko pogledaš številke, se glasovi ne dodajajo Basu in se ne dodajajo Bradu. Te številke se ne spreminjajo. Kar naenkrat so Nitini glasovi zanimivi. Izgublja svojo lastno okrožje, a nekako si jo želi preostali del mesta. In potem je tudi več glasov za župana Los Angelesa, kot jih je v celotni državi za guvernerja. To je bila ena od anket, ki sem jih pravkar prebrala, preden sva začeli, kjer so rekli, da so prešteli več glasov v tekmi za župana Los Angelesa, kot v tekmi za guvernerja države. Torej, kaj se dogaja, Tanja? Prevara. Je to popolna korupcija? Resno? Prevara. Mislim, nekdo, ki sem ga videla, je to omenil. Kaj misliš s tem? Izmišljajo si te glasovnice. Oni, preprosto si izmišljajo glasovnice. Mislim, nekje sem prebrala, da so brezdomcem plačevali $2 ali $5, da bi glasovali. Slišala sem, da so brezdomcem plačevali, da bi glasovali. Ja, glej, niti treba pokazati veljavne osebne izkaznice, da bi glasoval, prav? Lahko pošlješ svojo glasovnico po pošti. Lahko tudi pobereš glasovnice, kar pomeni, da lahko tukaj sedim, izpolnim vse in grem do osebe, da to podpiše. In dokler samo priznam, da sem pobrala to glasovnico, jo lahko preprosto dam v pošto, jo pošljem in je upravljeno. Torej mi praviš, da če ne grem na Skid Row in nekomu ne dam $20, te rečem, pojdi si kupiti tisto, kar si običajno kupiš, samo podpiši ta kos papirja zame in tukaj je naslov, ki ga moraš napisati nanj, končano je, glasovala si, to je glas. To je smešno. Ne morem verjeti, da imamo volilni sistem, ki je takšen. Ne morem narediti ničesar brez prave osebne izkaznice, ampak lahko grem volit. To je res noro in popolna prevara. Ali se motim? Sem mislila, ali obstaja zakon, zvezni zakon, ki je zdaj na poti, da bo sprejet glede osebne izkaznice za glasovanje kjerkoli? Ja, ampak demokrati tega sploh nočejo. Noben demokrat tega noče. Pravijo, da je to rasistično. Ampak ne bo sprejet. Trenutno Ne verjamem, da je bil sprejet. Ne verjamem, moram še enkrat preveriti. Zdi se mi smešno. Za vse potrebuješ osebno izkaznico. Ja. Pred kratkim sem bila v ZDA in imela sestanke v stavbah v New Yorku. Pa nisem mogla na sestanek, ne da bi pokazala osebno izkaznico. Nisem mogla vstopiti v običajno stavbo v New Yorku, kot bi morala, ker nikoli ne veš, kdo bi to lahko bil. In ne morem verjeti, da lahko voliš, ne da bi pokazal osebno izkaznico, kar pomeni, da lahko verjetno voliš večkrat. Ja, in obstajajo ljudje, mislim, da sem nekaj prebrala, kjer so bili ljudje iz Pakistana, ki so nekako glasovali na naših volitvah, pa sploh niso bili tukaj. Ne razumem. Res je. Res me vznemirja, da živim v mestu, kjer je volilna prevara na splošno. Kakršnakoli prevara napačna. Ampak dejstvo, da to počnemo proti lastnim interesom, kot da dobesedno rečemo ne osebi, ki si želi samo normalnosti. To je moški, ki je šel na Skid Row, da bi poskušal zaščititi pravice živali. Ja. Karen Bass se toži več skupin aktivistov za pravice živali zaradi njene popolne malomarnosti in pomankanja skrbi za živali v zavetiščih. Nje ne zanima, ne naredi ničesar. Natija tudi naredi ničesar. Spenceru je za to mar. Spenceru je mar, da pred osnovnimi šolami ni brezdomcev. Zakaj bi želeli, da vaši otroci hodijo v šolo v takšnih razmerah? In Natija gre ven in reče, ne, mislim, da je to res problem. In to je tisto, kar si LA želi za županjo. Mislim, resnično verjamem, da se dogaja nekaj zelo zloveščega in namernega.
Mislim, da Demokratska stranka namenoma poskuša uničiti Ameriko. In da resnično verjamem, da je 11. september zdaj prisoten v medijih. Veš, rekli so, da so naši sovražniki za nami, fizično, v medijih, v naših šolah, v naši politiki. In to tudi počnejo. In to počnejo zelo dobro. In strašljivo je, da bi lahko imeli člana DSA kot župana. To je res noro. In Tanja, kaj se dogaja na ravni države, ker imate trenutno tudi guvernerske volitve? Da. In zdi se, da bi lahko prvič verjetno po Schwarzeneggerju imeli republikanskega guvernerja. No, mislimo ali upamo, ampak zdaj z vso to volilno prevaro se zdi, da se to ne bo zgodilo. Steve Hilton je bil nekaj časa celo na prvem mestu pred Besero. Zdaj pa, veš, Tom Steyer nekako prihaja na vrh. Mislim, kar je meni noro, je to, da poznam Steva, je res prijazen človek. Prav tako me je podprl, rada ga imam. In je tudi človek z zdravo pametjo. Je razumen moški, ki želi Kalifornijo narediti varnejšo, boljšo in bolj uspešno, kraj, kamor bi se ljudje z denarjem radi vrnili. Vse naše bogastvo odhaja, dobesedno bogatimo Florido. Neverjetno je. Kot prebivalci New Yorka. Ja, noro je, ena naših najboljših mest. In zato se sprašujem, kako ljudje ne morejo videti, da je to namerno. Morali bi si to ogledati. Los Angeles in New York sta najbolj znani in najbolj ameriški mesti, ki ti prideta na misel. Zdaj pa volijo ljudi z najbolj protizahodno ideologijo. In kot da zmagujejo. Dobesedno so taki. Kot da bi naši pozivniki s Hezbolahom eksplodirali v njihovih žepih. To se dogaja na vsaki naši ulici in v vsakem našem šolskem odboru. Mislim, sploh nočem začeti o tem, kaj se dogaja v naših šolah in na vseh mestih, kjer spodbujajo DEI pobude, za katere sem bila nekoč velika zagovornica. Ker mi je seveda mar za vse in želim, da bi bili vsi zastopani, ter da bi se počutili enakopravne in enakovredne. In vendar vse to vključuje vse razen Judov. Tako da niti ne morem zagovarjati tega prostora. Res je noro, kako smo, veš, mi smo pač čarovnica z zahoda, verjetno. Tanja, kako poteka tvoja kampanja? Kakšne so tvoje možnosti? Iskreno rekla bi, da so dobre. Prvič zato, ker sem pozitivna in zelo tekmovalna. Dobro za te, tako mora biti. Hvala. Verjamem, da obstaja želja po spremembi. Mislim pa tudi, da obstaja želja po nasprotovanju. Veš, ko imaš svet, to pomeni, da je 5 sedežev. In v 41 letih obstoja tega sveta še nikoli ni bil na sedežu republikanec. Zdaj To ni strankarska tekma. Wow. Ne kandidiram pod nobeno oznako, ne kandidiram kot republikanka. Kandidiram kot nekdo, ki mu je mar za zahodni Hollywood, ki mu je mar, da bo dobro za vse. Tako da ne, in tako kot Spencer, tudi on ni kandidiral kot republikanec, ampak jaz sem registrirana republikanka. In zato me veliko ljudi avtomatično sovraži, kaj ne? Ampak v svetu s 5 člani, če jih je vseh 5 enakih, kot kopiraj prilepi, kaj boste dosegli? Ja. Nič, Tudi če se na koncu nekaj sprejme, kar morda ni v mojo korist. V redu? Ali pa se s tem ne strinjam. Ampak če sem lahko sodelovala pri tem, če sem lahko dodala svoje mnenje, to doda vrednost. Kaj ne? Več kot vrednost, več kot vrednost. Veš, dolga leta, ko sem bila na mestni občini, tudi če imajo večino, ti vseeno uspe nekaj spremeniti. Vseeno ti uspe izpogajati boljši rezultat. Močno verjamem v to. Mislim, da lahko narediš veliko spremembo, absolutno. In zelo te občudujem za to, kar si naredila. In res sem hvaležna, da si tako dolgo služila Jeruzalemu. Veš, to je bila res prava čast, Tanja. In ko sem slišala, da kandidiraš za mestni svet, sem bila res navdušena zate. Ker vem, kako izpolnjujoče bo to zate, še posebej zate. Ti si nekdo, ki vodi spremembe, ki verjame v spremembe. Mislim, da bi bili ljudje nori. Povej mi, torej kandidiraš? Misliš, da imaš dobre možnosti? Udeležuješ se vseh teh volilnih dogodkov? Kampanja je izčrpavajoča, Tanja. Si lahko predstavljam, kako izgleda tvoj urnik. Ali dobivaš pozitivne odzive? Ja, pravzaprav dobivam odzive od ljudi, od katerih tega ne bi pričakovala, ki pridejo do mene in rečejo, hvala, ker imaš drugačen glas. Veš, mislim, da kandidira približno 10 ljudi, kar pravzaprav celo povečuje moje možnosti. Je 10 ljudi, ki imajo vsi enaka mnenja. Potem imaš, in to tudi zmanjša število glasov, ki jih potrebujem.
V zahodnem Hollywoodu je velika ruska skupnost. Sem Rusinja in moji starši so prišli sem. Odlično. Ja, s pomočjo Judovske konfederacije so pristali v zahodnem Hollywoodu. In Rusi običajno ne nasedajo tej woke neumnosti, kaj ne? Imam prav, če tako mislim? Seveda ne. Ja, vedo, kako izgleda diktatura. Točno tako, točno vejo kaj. In noro je misliti, da pomeni biti woke, da si del ljudi, ki dejansko verjamejo v diktature. Ampak točno to pomeni. Prav, ne? Učinek podkve res deluje. In ko misliš, da si napreden, v resnici nisi. Dejansko si jemlješ svobodo in ljudje tega preprosto ne opazijo. Torej imaš Ruse, imaš nekatere Jude, predvidevam, imaš ljudi z zdravo pametjo in imaš republikance iz organizacije Log Cabin Republicans. Tako da, hočem reči, mi ti bomo poslali posebne molitve iz Jeruzalema. Hvala. Ker sem zelo navdušena. Kdaj so volitve? 3. novembra. V redu, torej imaš še nekaj časa, imaš še pot pred seboj. Bog daj, da bi šla samo iz moči v moč. In dejstvo, da si prišla sem sredi svoje kampanje, tudi pove, kako predana si, ne samo svojemu mestu in svoji soseski, ampak tudi svojim ljudem, Tanja. Seveda, res si neverjeten glas. Dej mi malo upanja za Kalifornijo, za Božjo voljo. Dej mi malo upanja, kaj se bo zgodilo. Upanje za Kalifornijo je, da se tudi ljudje, kot sem jaz, vključujejo v tekmo. Veš, če se ljudje trudijo iti naprej, resnično upam, da bom zmagala. Ampak tudi, če ne zmagam, to postavlja temelje, da se v tekmo vključi še več ljudi. Se strinjam. Veš, za prihodnost. In to je upanje. Če lahko kandidiram jaz, lahko tudi kdorkoli drug. In to mi daje upanje, veš. Tako da absolutno. To je super, Tanja. Poglejmo, kako se bo ta teden razpletel. Poglejmo, če boš lahko korakala s čudovito delegacijo, s katero si tukaj. Upajmo, da vsi pridejo sem in da bomo premagali tega najbolj strupenega sovražnika. Tukaj, tam in povsod. Ja, res upam, da bo Bibi končno uničil tisto eno stvar, ki terorizira ves naš svet. Veš, Izrael bo spet rešil svet. Točno tako. In veselim se, da bom to videla. Najlepša hvala, da ste prispevali svoj delež. Hvala. Tanja, hvala. Najlepša hvala.